Policija je vstopila v uradno zaprt nastanitveni center v Papui Novi Gvineji. Tam so našli 380 beguncev, ki so jih z vodo in hrano zalagali ljudje. Begunci so povedali, da so se skrili na strehe in stranišča, da bi se izognili policiji. Moški v centru živijo že več kot 22 dni in nasprotujejo poskusom Avstralije in Papue Nove Gvineje, da bi ta objekt zaprla. Avstralski minister za priseljevanje Peter Dutton je povedal, da je bil cilj policijske operacije premakniti ljudi v tranzitni center na drugo stran otoka. Azilanti so povedali, da so se počutili prestrašene in ogrožene, ko je policija vdrla v objekt. Več kot 6000 beguncev iz Rohinjiga je obtičalo na ozkem pasu zemlje in ne želijo ne nazaj in ne želijo v Bangladešu begunska taborišča. V zadnjih 2 mesecih so prišli do roba Mjanmara, da so pobegnili pred nasiljem. Takoj, ko bi bilo mogoče in takoj, ko bo mir, si želijo vrniti na svoje domove. Ker begunci niso prešli v Bangladeš, se v očeh Združenih narodov ne štejejo kot begunci in ne prejemajo pomoči. Njihovi življenjski pogoji so bedni in nevarnost za izbruh številnih bolezni zaradi neustrezne higiene zelo visoka. V Los Angelesu so pripravili obrok za brezdomce v luči zahvalnega dne. Kosilo je vključevalo pečenko, pire krompir, makarone in sir. Postrežba obroka je potekala v centru Los Angelesa z namenom, da se opozori na bedo in lakoto najbolj ranljivih ljudi. Prav tako pa v poduk vsem, da lahko morda z malimi koraki pripomoremo odpraviti revščino. Ljudje, ki vladajo, pa naj si nastavijo ogledalo in ugotovijo, kaj lahko storijo, da bo revščine manj. V provinci Sichuan na Kitajskem so na prostost pustili 2 pandi. 2 leti sta bili v oskrbi in so ju pripravljali na življenje v divjini. Samca in samico so izpustili v naravni rezervat velikosti več kot 47 000 hektarjev. V ujetništvu so jih načrtno učili, kako si je potrebno poiskati hrano in vodo. Vodstvo projekta upa, da bosta ti 2 pandi v naravi ustvarili novo družino in tako pripomogli k večanju potomstva te tako ogrožene vrste. Francosko-ameriška igralka ter model Lily Rose Depp je bila ena izmed nekaj izbranih, ki so pritisnili na gumb za novoletno razsvetljavo Elizejskih poljan. Veličasten prižig lučk bo ves december razsvetljeval ulice ob znamenitem slavoloku zmage in ob nakupovalnem središču. Prebivalci in turisti iz vsega sveta bodo lahko občudovali lučke na stotinah dreves, ki bodo pričarale pravljično božično vzdušje.